kar malo zastrašujoče, če nisi pripravljen na njega, pa ga kar enkrat zagledaš v zadnjo špeglu. Daj ti več pokazal. Beštija za mojim hrbtom je valjda džip, saj se vidi, ampak en tak precej poseben, pravzaprav največji pa najtežji pick-up, ki ga lahko kupiš v Evropi, tako so napisali pri Amazon Motor Review, tehta 2,3 tone, je ene vrste izpeljanka tistega Wranglerja, ki ga pa ti malo bolj poznaš, verjetno. In jaz večjega avtomobilskega posebneža že dolg časa nisem peljal, izstopa na zelo velik načinov, med drugim tudi z old school antenco, ki pri običajnih sodobnih avtih nismo več vajeni. Drugač pa, ko folk vidi ta avto, je ponovadi, to so take učke. Pa kako tudi ne bi bile, ne? Avto je dolg, koliko, 5 metrov pa pol, mogoče še malo več, medosje. Pa si to, 3,4 metra med prvim pa zadnjim kolesom. Mislim, to je bolano. Lej, povedal bom še par osnovnih reči, pa se bom spravil pa na tiste posebnosti, ki tega gladiatorja delajo zares posebenega mimogrede, ki so dolžina 1,5 metra, na najširšem koncu širok 1,4 metra. Mislim, zares je ogromen in celoten avto deluje precej, mater, ne najdem te prave besede, no, mam je vroče. Kar malo zastrašujoče, če nisi pripravljen na njega, pa ga kar enkrat zagledaš v zadnjo špeglu. Ampak moramo pa ne par stvari kar takoj razčistiti. Tako da na prvi uč zgleda, kot da bi po terenu lezel kaj ena gorska koza, pa da bi lahko keson dal, ne vem, velik, pa ni res. Pa zdaj ne govorim, da je ta avto šminkan, ampak 3 stvari so precej pomembne. Za začetek, je že res, da je ostalo oddaljen koliko? Dobrih 25 cm. Da ima reduktor, da je v osnovi sposoben preplezati mrskej, ampak pol pridemo pa do tistih stvari, ki so pa na terenu zares pomembne. Recimo, ne toliko spreden, predvsem zadnji previs ali pa medosna razdalja, ki je zares čudovito velika, ampak na terenu. Pa to pomeni prevojni kot, koliko, dobrih 18 stopinj, no tukaj se pa stvari začnejo zatikati. Sploh se pa zatakne, ko prijemo do enih stvari, ki so pri delavskih avtomobilih prav zares izjemnega pomena. Tukaj imamo v mislih predvsem nosilnost, ki je pri tem avtomobilu, mislim, da nekaj čez 560 kg, kar je, tako ti bom rekel, vsak običajen pick-up se lahko pohvali s kakšno tono. A to drži, ker pomeni, da če ta avto napolniš s 4 orang deci, tako nekaj podobnega je tudi Gregorčič za Motor Review napisal, nastane veliko več lufta. Zdaj nam rekel, da je šminka, ampak se pa v to stran kar jasno nagiba. Mimogrede, pod pokrov motorja dizelski 3-litrski 6-valjnik, pravzaprav je V6 mašina, dobrih 260 konjev, avto kar dobro stegne, mislim, da ima do 100 manj kot 9 sekund, kar je za takšno kračo kar mal. Pa cena, ta je seveda pomembna, dobrih 70 jurjev, se mi zdi, da ne 73, vam prav, nekaj tazga piše na Jeepovi spletni strani. Izpostavil bi še kakšen detalj, recimo zadnjo luč, kako odstopa od karoserije, kako tale led obroba deluje zares fino, pa tudi kabina je izjemno robustna, materiali so, dajmo reči, povprečni, ampak feeling v kabini v vsakem primeru zelo dober. Poglej to, armaturka je prešita. Pa te ročke, ki se jih voznik stalno dotika, predvsem tale za prestavljati v R, N pa D, je taka zares, ne rekel, konjska. Res je robustna, podobno velja tudi za manjšo ročico, kjer seveda prilagajaš prestavna razmerja oziroma daješ iz dvokolesnega pogona, šaltaš v 4-kolesen pogon ali pa vklopiš reduktor. Ampak to so take splošne reči. Jaz bi ti rad pokazal par zanimivih drobnih posebnosti, ki naredijo pa piko na i. Mislim, odpreš vrata, vržeš oči na poden, kaj najdeš? Robusten gumijast tepih s takimi topografskimi detajli. No, vidiš, to mi je že fejst všeč. Druga reč, vrata ima mrežco za shranjevati večje, manjše predmete, stvar dela. Tretja stvar, en tak lušten detalj v kotu vetrobranskega stekla, ki ga enkrat vidiš, vsake toliko časa učke tja pobegnejo, ki je tako lušten je, Lega, original Willys hoče splezati po šipi gor, čak da pozumam. A ga vidiš, se je že naslonil, hoče gor splezati. Pa enega Willisa so skrili so tukaj v drugi vrsti pri nogah na grebenu. Detajla 4 pa 5, mimogrede zgrešiš, oba sta tukaj v kesonu. Evo, če si take vrste kupec, da bi tukaj zadnji kdaj parkiral še kakšno kroso ali pa enduro, ti je Jeep že lepo zacahnil, kam nasloniš ta spreden kolo. Vidiš, to so pravzaprav odtisi krose na levi pa na desni strani. Hudi detalji, a? Čak, nismo še konc. Poglej, tukaj pri kesonu zadnji levo najdeš en srček pa napis 419. A veš, kaj to pomeni? Jeep s tem izkazuje ljubezen do enega prav posebnega področja, ker 419 je področna koda mesta Toledo v zvezni državi Ohio. A veš, zakaj pa od tam? Tam jih delajo, tam nastajajo. Mimogrede, glede na to je to tak robusten potovornjak, je prav fino videti, da ko pa ti tole narediš,
se pa keson na nežno odpre, pa polica ne pade dol. Pa enega deca tudi zdrži. Ok, gremo naprej. A pa še kaj sem pozabil pokazati prej, ne? Glede na to, da je ta avto tako zelo glomazen, ogromen, tolk je skupaj, ampak ko pa prideš do predala pred sovoznikom, pa je zdaj to. Nič več kot to. Zelo majhen. Ok, zdaj na vrsti pa detaljček, ki pa meni daleč najbolj všeč, pa tudi ta zadnjega sem ga najdel, ko sem šel čez celoten avto. A vidiš, kaj je tukaj? A veš, kaj je to? Stari Japanke, flip-flopsi. To je pa Jeepov poklon avtomobilskemu novinarju Nick Pewee, ali Pewee, ne vem, če sem prav povedal. Novinar, ki je bil pravzaprav tudi velik fan znamke Wranglerjev, Jeepov nasploh in ki je znamki s številnimi nasveti skozi leta tudi pomagal. Fajn, ne? Dober detajl. Tak, ki ga ne najdeš kar tako, ki ga pa začneš gruniti, zakaj so flip-flopsi na mojem Jeepu? Dar, pa še tista reč, ki ponovadi folk najbolj lučke ven vrže, ne? Ker rečeš, da daš lahko tudi streho dol, pa pokažem. Američani temu pravijo, kjer je budale, freedom panels. Jaz sem pravim, da se da prav hiter streho dol, pa imaš pol na pol, tak, cabrio feeling, kaj ti zdaj pokazal. Poglej, zelo preprost. 1, 2, 3, 4. Precej simpel stvar, pospravaš nekam tle zadnje, pa doma pustiš, pa greš malo naokol, a da imaš še drugo dol. Pa te paneli, ne glede na to, da so razmeroma veliki, zares niso težki, vsakdo lahko odstrani. Še to drugo dol, evo, tako ne, čist simpel. A ti veš, da ima ta avto še ena posebnost? Snamaš mu lahko tudi vrata, mislim, če hočeš. Veš, dejansko sprednja in zadnja vrata lahko povsem odstraniš, pa imaš pa res čisto odprt avto. Evo, pa preden zaključimo, še za eno skrivnost ti povem. A ti veš, da imajo nekateri ameriški, ne vem pa, če tudi evropski, v tej luknji, ki gledaš za drugim sedežem, spravljeno noter Bluetooth zvočnik, ki ga lahko vzameš ven, odneseš s sabo, preneseš nazaj in se tukaj v tej luknji tudi nazaj napolni. No pa da boste vedeli, tako imenovani avtomobilski easter eggsi, ki jih moraš malo iskati pa najdeti, te so za Jeep značilni že kar nekaj časa. Če kdo od vas voz ali pa ve za kakšnega, prepopi spodaj kakšno fotko, me zanima, ker so različni, tudi Gekon se mi zdi, da se znaki najdeti. Ja, ne vem, če bi moral zbrati, ne vem, 5 najbolj, karizmatičnih avtomobilov, ki jih lahko kupaš v Sloveniji kot nove, ta ziher pade noter. In to je vse za danes. Za Švico sem pa kaj, da bi plaval po Zambeziju. Folk, lepo se majte, jaz se grem še malo pelat. Hajde. V resnici grem pa to malo na rojsten dan, pa grem pa dan.